Vse vas lepo pozdravljam v mogočno imene našega urešenika Jezuša Kristuša. Doživeli smo že treći mesec toga leta in osebno sam hvaležen Gospode za njegovo milost, za njegovo dobroto do zdaj in pa znate koja še? Priporočam se njeme tudi za naprej. Priporočam se njeme tudi za naprej. Jezušovo življenje na zemlji, tu na zemlji, je bilo puno zanimivih in pa tu razborljivih trenutkov, predvsem te, da je služil ljudem okoli sebe. Dogajale so se razne situacije, štere so zahtevale reakcije, štere so narekovale ukrepanje. Se dogaja to tudi v naše življenje, v vaše življenje? Ko pridete v situacijo in se morate v enom trenutku odločiti, kako napraviš. Ko napraviš, na kakšen način se odzoveš na trenutek, na tisti izziv. In znate, Jezus se je sigdar odzval na najboljši način. Štere pa je bil dostakrat v nasprotju s pričakovanjih tistih, štere so bili okoli njega, štere so bili blizu njega. Tudi njegovi učenci so dostakrat ne razumeli, zakaj je Jezus zajgli tako reagiral, zakaj je tako odreagiral na določeno situacijo. Večkrat so se učenci znašli v zadregi, zavolo toga, kaj je Jezus pravil eno, one so pa videli drugo sliko. Jezus je pravil pa včino eno, učenci so pa mislili, ja pa, zakaj je zdaj to? Pa mi vidimo to. Že večkrat sem omenil, kaj je okoli Jezuša skoraj sigdar bila gužva. Okoli Jezuša so skoraj sigdar bili množice, bilo je dosta ljudi okoli njega in vsi so prišli vsake s svojim pričakovanjem. Kakšno je tvoje pričakovanje dnes v tom jutri od Jezušove prisotnosti? Ja, mi smo prišli v Božjo prisotnost. Kakšno je tvoje pričakovanje? Dnes smo pogledali eden dogodek, kjer je zapisan v dveh evangelijih, v Mateje in pa v Marke, in je te dogodek neverjeten. Je neverjeten za naše razumevanje in tudi te je bila ta situacija, štera ne imela nikšega vipanja za dober razplet. Kaj takšega, dragi moji, se leko zgodi samo v Jezušovoj prisotnosti. Leko stanemo v Božoj besedi in preštejmo v Matejovem evangeliji v 15. tale od 32. do 39. vrstice. Matejov evangelij 15 od 32. do 39. Tu imamo tako zapisano Božjo besedo za nas, za našo spodbudo in za našo moč, kamo leko šli naprej. Tako piše Matej 15, 32 do 39. Jezus je poklical k sebi svoje učence in rekel: smili se mi množica, ker že 3 dni vztrajajo pri meni in nimajo kaj jesti. Lačnih pa jih nočem odpustiti, da na poti ne omagajo. Učenci so mu dejali: odkot naj v puščavi vzamemo toliko kruha, da nas nasitimo tako množico? Jezus jim je rekel: koliko hlebov imate? Dejali so: 7 in malo ribic. Teda je velel množici naj sede na tla. Vzel je tistih 7 hlebov in ribe, se zahvalil, razlomil hlebe in dajal učencem, učenci pa množicam. Vsi so jedli in se nasitili. Od koščkov, ki so ostali, so nabrali 7 polnih košev, teh pa, ki so jedli, je bilo 4.000 mož
brez žena in otrok. Ko je množice odpustil, je stopil v čoln in šel v magadanske kraje. Nebeški Oče, hvala je Tebe za Tvojo drago svetu reč. Hvala je Tebe za to zapisano poročilo od teh dogodkov, štere so se zgodile, da si Ti, Jezus, odel po toj zemlji. In vse to nam kaže na to nebeško moč, na to božansko moč, štera je bila v Tebi in je še dnes. In hvala je Tebi, Jezus, drage, kad tu mi leko simo v istoj moči, v istoj prisotnosti, v istom delovanju, v istih čudežeh, kako so se te dogajale. Jezus, dragi, daj nam razumeti Tvojo besedo, po Tvojem svetom duhu, nam razudene, ko je Tvoja vola za naše življenja in nam daj moči, modrosti in pripravljenosti, da se odzovemo Tvojemu klici in vsemi tome, ko imaš Ti pripravljeno za nas. Blagoslovi vsakoga, štere čuje Tvojo besedo, vsakoga, štere ne samo čuje, pač pa jo sprejme v svoje življenje in živi po njej. Daj nam modrosti, da izpolnimo to, ko je Tvoja vola za naše življenje. Amen. Amen. Lahko zavzemete svoja mesta. Tu smo prešteli poročilo o dogodka, štere nam goči tu od naših pitanj, tu od naših občutkov, od toga, ko tu mi v svoje življenje čutimo, tu od toga, ko se mi v svoje življenje pitamo. Jezus tu najprve izrazi svojo skrb za človeka, za ljudi in pravi to, ko je Božja lastnost. Milost, usmiljenje. To smo prešteli, smili se mi množica. Ja, dragi moji, Bog je usmiljen. Njegova milost je dobra, njegova milost je velika za nas. Njeme se smili množica tu dnes, štere so, kad tako povem, blizu njega, pa vseeno so daleč kraj od njega. Mnogi pravijo, ja, pa tu idemo v cerkev, pa poslušamo Božjo besedo, pa vse, ali vse to ide mimo njihovih življenj. No in ne da to v mojem ali tvojem življenju, štere poslušamo Božjo besedo, pač pa naj ta Božja beseda se dotekne naših src in napravi spremembo takšno, kot je Božja vola. V toj situaciji vidimo eno pomembno načelo, en pomemben nauk, šter je važen za mene, za tebe, za moje in za tvoje življenje. Jezus želi sodelovati s človekom. Jezus želi sodelovati z mjov in tjov, želi, kad smo njeme na razpolago, kaleko on napravi to, ko je njegova vola. Tok smo prešteli. Jezus je poklical k sebi svoje učence in njim je pravo. Najprve jih je pozval k sebi. In dragi brat, draga sestra, dragi prisoten, tu mi smo dnes poklicani k njeme. Pozval jih je k sebi. V tistoj situaciji bi Jezus leko to isto stvar izpelo na načeši način. Na drugi način, lahko bi na drugi način poskrbil za ločne tiste njegove spremljevalce. Ali ne, kajte rešitev problema želi vključiti tudi svoje učence. In dragi prisoten, tebe, osebno tebe želi Jezus vključiti v reševanje problemov okoli tebe. V reševanje problemov tistih, štere so okoli tebe. Bog želi tebe ponuditi za to, ka boš ti to, ko je njegova vola na tej način nam kaže, ka je za njega pomemben vsaki sodelavec, štere je njeme na razpolago. Smo na razpolago Boge, zoj, gnes,
v tom trenutku mu na razpolago njeme pojutre. Da nam Bog da modrosti, kaj mu to činili. Učence so v tistoj situaciji, so Jezuše izrazili svoje pomisleke, izrazili so zaskrbljenost, odkot naj v puščavi vzamemo. Gdje naj vzamemo tu, pa nika njega, ne Merkatora, ne Tuša, ne Špara, ne Hofera, ne nika njega tu. Gdje naj vzamemo? In zdaj, če bi 4 gezaro moškov bilo tu ločne, mislite, ka bi v Merkatore pa Špare imeli za dosta gestija? Za vse njih? Ne. Dragi moji, to nam kaže na to, ka brez Božjega posega se zgodijo samo površne stvari. Učenci so njime postavili ali izrazili svojo zaskrbljenost, svoje pitanje. Ali, dragi moji, gledajte, Jezus se je ne čemeril na njih, ne jih obsojil, niti jih ne ignoriral. Ne. Jezus je nikaj od takšnega ne pravo te svojim učencom, da so njime izrazili to, ko je njih mučilo. Ne. Dragi poslušalec, dragi prisoten, Jezus tu tebe dnes ne ignorira. Pozna tvoje pitanje, pozna tvoj problem, pozna tvojo negotovost in posluša tvojo zaskrbljenost. Jezus ne tisti, štero bi bilo vseeno za tebe. Ne, bar gledajte, ko piše v pisme Hebrejcom, 4. poglavje, 15. vrstica, imamo to zapisano. Nimamo namreč velikega duhovnika, ki ne bi mogel sočustvovati z našimi slabostmi, marveč takega, ki je kakor mi preizkušan v vsem, vendar brez greha. Jezus v tistoj situaciji ne ignoriral pomislekov njegovih učencov, ne zaniko njove skrbi. Ne, pravajo, ko vi to učite. Ne, on se je osredotočil na to, ko so učenci v tistem trenutku imeli. Ne na to, ko so ne imeli. In dragi moji, Jezus od tebe osebno ne pričakuje tistoga, ko ne imaš, poč pa želej. Poč pa želej. On pričakuje, kaj njeme daš na razpolago, to, ko imaš. To, ko imaš. Jezus je te v tistoj situaciji pital učence, ko pravzaprav imajo, če sploh ko imajo. Pital jih je, kakšno je dejansko stanje. Znate da je Jezus dal bo odgovor, da se je videlo to dejansko stanje, da je zvedel za to dejansko stanje, je to, dragi moji, res sem bila ena brezizhodna situacija. Človeško gledano, dragi moji, so mnoge situacije v naših življenjih brezizhodne. So brezizhodne. Zgodi se, kad dobiš od doktorov diagnozo, štere nema nikše perspektive, štera nema nikšega optimizma. Zgodi se kakša nezgoda, nesreča v tvojem življenju, pa če je to z strojami ali pri tebi osebno, štera ima velike finančne posledice in ne imaš na vidiki nikše možnosti, ka bi to nadoknadil. V šole, pri študiji ne ide. Še bi lahko našteval situacije, gdje človeško gledano ne
njega nikšega izhoda. Mogoče imaš dobro službo, dobro delovno mesto, poskrbljeno je za tvojo bodočnost, tudi finančno, materialno. Najnog pravijo, pa več te ne trebej. Več te ne nucamo. In zdaj smo videli včeraj, predvčeraj, ko se dogaja, ne samo eden človek, pač pa množica pri nas, tu, v našoj deželi in po svetu je še dosta toga. In to se lahko zgodi mene in tebe. Vse to in še marsikaj drugega. Ali, dragi moji, tu se ne konča. Tu se ne konča, tu je ne konec. Pri človeku je ne konec zavolo toga, ka obstaja ešte nekak. Obstaja ešte nekaj več, kot samo človek. Obstaja še nekaj večjega. Učence so Jezuši pravili, ka imajo nekaj, ne imajo nekaj malo. Imajo 7 hlebov, zamislite, približno toliko velike hlebe, pa toliko centimeter debele. In malo ribic. A nekaj imamo. To imamo. Več ne imamo. V njihovih očeh je to bila malenkost. V njihovih očeh je to bila kopljica v morje. In, dragi moji, dejansko je to bilo tako. To je v tistem trenutku bilo tako. Malo prej sem pravil, ka obstaja še nekaj več, kot pa samo to, ko jaz in ti vidiva, ko ga in ti imava. Obstaja še nekaj več. Obstaja, dragi moji, Bog. Obstaja Bog, štere nadzira, štere pozna, štere zna za vsako mojo, tvojo situacijo v mojem in tvojem življenju. Obstaja Bog. Dragi moji, odvisno je od toga, kako mi odreagiramo. Na te učence bi ti leko bi pravili Jezuši, naš ko Jezuš, daj poj, mi se ti malo dojsedemo, pa mi to pogejmo, za nas degli nikak to zadosta. Za nas degli nikak zadosta, pa vsake malo dobi, pa te idemo naprej. Pogejmo košček toga, to malenkost, ko imamo. Ja, dragi moji, leko bi poskrbeli najprej za sebe. Ali Jezus je ni pito, nika je ne pito, ko oni pravzaprav s tem nameravajo, ko oni ščejo s tem, pač pa je Jezus to vzel. Jezus je to vzel je to, ko so oni imeli. Vzel je, Jezus je vzel, ali ne za sebe, pač pa za zahvalo. Vzel je za hvaležnost. Jezus se je najprej, da je to vzel, se je najprej zahvalo. In dragi moji, tu vidimo, to nam kaže na to pomembnost zahvale, hvaležnosti v naših življenjih. Če je Jezusu bilo potrebno, ka se najprej zahvale, da je to pomembno tudi za vsako mojo in tvojo situacijo v življenjih. Zahvala. Tok pravijo, ka najžmetnej je povedati 2 besede. Hvala in pa oprosti. So 2 besede, štere žmetno idejo človeku do jezika. Ali te besede imajo moč. Te besede napravijo spremembo. Zavedajmo se, dragi moji, ka vse, ko damo Bogu na razpolago, je najkroj vrženo. To je najvrženo samo ta nikam. Nej, Bog, če lahko tako povem, nam je za vse, ko damo njemu na razpolago, Bog nam je hvaležen za to.
Bog je tebe hvaležen za to, ko njeme daš na razpolago, ko njeme daš na oltar, ko njeme predaš. In, dragi moji, po druge strane, tok ali tok smo popolnoma odvisni od njega. Popolnoma. Odvisni od njega, od njegovega blagoslova, od toga, ko on blagoslove in ko nam on te da nazaj. In tuji učenci so bili v tistoj situaciji popolnoma odvisni od Jezusa, od toga, ko on včini. Od toga, ko da on napravo. Že smo videli, kaj je Jezus vzel, se zahvalo in zdaj pride delitev. Pride delitev, pride razmnoževanje. Jezus je to prelomo, znači, kaj je razdelil, razmnožil, je 7, je dobo 14, je dobo 28, je dobo 56, ne vem, če mi matematika ještě ide ali ne. Ja, to je taj Božji princip. To, ko daš njeme na razpolago, to, da on razmnožil. Ne, da to on razčeso, raztrgo, poč pa, dragi prisoten, zavedaj se toga, kako daš Boge, to, da on razmnožil. In v nadaljevanje je zelo pomembno, to, ko Bog naprave, ne zadržimo za sebe. Isti dogodek v Markovom evangeliji, to piše v 8. ali 6. veršoš. Vzel je 7 hlebov, se zahvalil, jih razlomil in dajal učencem in učenci so to delili. Dajajo učencem, da bi delili. Ne so mu enog dal, poč pa piše, kaj je dajal znova in znova. In dragi prisoten, dragi poslušalec, Bog ti znova in znova dava. Bog te znova in znova blagoslavlja. Bog te znova in znova zdiga. Tudi do spadneš, tudi do ti je težko, dragi moji, to se dogaja v naši življenju. Ko Bog znova in znova obnavlja svojo milost za nas, nas blagoslavlja, obnavlja svojo skrb za nas. Ali, dragi moji, tu se je ne končalo. Tu se je ne končalo, ko bi Jezus samo davo. Vzel je 7 hlebov, se zahvalil, jih razlomil in dajal učencem. Zakaj? Da bi jih delili. Da bi jih delili. In dragi Božji otrok, vse, ko od Boga sprejemaš, ne samo za tebe osebno, pač pa za to, ko deliš. Ko je tvoja roka vtegnjena, izvoli. Ko od Boga sprejemaš, ko deliš, da delaš to, kako so tudi delali Jezusovi učenci. Jezusovi učenci so ne pravili, zdaj imamo, zdaj je Bog še. Ne, Jezusovi učenci so to, ko njim je Jezus davo. Znova in znova so to delili. Božji blagoslove v tvojem življenju morajo biti blagoslov tudi za druge. To, da resnično izpolnjene te Božje namen vsega, ko sprejemaš od njega. Kamo davali to naprej? In zakaj je vse to potrebno? Zakaj je vse to potrebno? Ko je namen te Božje radodarnosti bil ti in pa zdaj v naših življenjih? Ko je namen tvoje radodarnosti za človeka poleg tebe, za tistega, šteri je ob tebe in pa, znate, ljudje poleg nas ne gledajo z istimi očami, kot mi gledamo. Ne gledajo z istim pogledom, ko gledaš ti. Ko se je zgodilo potom, da je Jezus vzel, se zahvalil, razlomil
in dal. Ko se je zgodilo potom, da so učence delili. Dok smo prešteli. Vsi so jedli in se nasitili. Haleluja. Dragi moji, to je to, ko Bog dela. Vsi so jedli in se nasitili. To je to, ko Bog želi tudi za moje in tvoje življenje, za mojo in tvojo situacijo. On želi duhovno nahraniti vsakoga človeka in želi, ko se mi hranimo vsakodnevno ob njegovoj besedi. On skrbi za nas, ko imamo vsikdar v izobilje njegove hrane. Toga, ko je potrebno za naše življenje, predvsem za našega notranjega človeka. In znate, še nekaj se je te zgodilo. Še nekaj se je te zgodilo. Koliko so imeli učenci na začetku? Ja, 7 so imeli. Ali koga? 7 hlebov. 4 so dali Jezuši na razpolago. Ali po tistom, da je to Jezus vzel, da se je Jezus zahvalil, da je razlomil in dajal učencom, da so to potem učenci delili med ljudi. Ko se je zgodilo? Zgodilo se je še nekaj. Znate, ko se je zgodilo? Zgodil se je ostanek. Ostanek se je zgodil. Na začetku so imeli 7 hlebov, na koncu pa imajo 7 punih košar. Ali, dragi moji, naj Bog čudoviti. Ali naj Božje delovanje čudovito. Tudi za mene, za tebe, za moje in tvoje delo. Ali so naj Božja dela veličastna? Občutiš to, živiš v tom, uživaš v tom. Teh pa, ki so jedli, je bilo 4000 mož brez žen in otrok. 4000 mož. In zdaj, če malo bi se računico šli, lahko bi pravili tako, od 12 do 15 gezarov ljudi se je nasitilo iz tistega malo, ko so imeli učence in so dali Jezuši na razpolago. Dragi prisoten, dragi poslušalec, se zavedaš, ali vidiš iz tega primera, ko se lahko zgodi, če daš ti Bogu na razpolago toliko imaš. Se zavedamo toga? Neka mi nikam činimo, Bog to včini, Bog je tisti, štere razmnoži in Bog je tisti, štere daje še ostanek. Vsi so jedli in se nasitili. Znate, učenci so sigurno bili presenečeni, da so to vse doživeli, zavolo toga, kar so znali. Oni so znali, ko se je pravzaprav zgodilo s tisto malo, ko so imeli. Oni so znali, oni so videli, imeli so doživetje, drugi ljudje so videli samo to, ko so dobili v roke. Ali učenci so znali za to, ko so dali Jezuši na razpolago. In na podlagi toga vsi so jedli in se nasitili. Dragi prisoten, dragi poslušalec, ne vem, ko je tisto, ko ti lahko daš Bogu na razpolago. Ne vem, ko je tvojih 7 hlebov. Mogoče so to tvoje finance. Mogoče so to tvoje materialne dobrine. Mogoče je to tvoje orodje, so to tvoje stroje. Mogoče je to tvoj čas. Mogoče so to tvoje sposobnosti, tvoje spretnosti. Mogoče je to tvoje znanje. Mogoče so to talenti, s katerimi te je Bog
obdaril. Ne vem, ga ne vem. Ti znaš za tebe, za tvoje osebno življenje in ti znaš, ko si ti pripravljeni dati Bogu na razpolago. Sprejemaš takšnega me kot sem, praznik rok, a živ v tvojih dlaneh, v tvojih očeh. Samo 7 hlebov. Ale, dragi moji, to je zaživelo v Božoj roke. To je zaživelo in to je bila hrana za celo tisto množico. Učenci so to, ko so imeli, dali Jezuše na razpolago in Jezus je to vzel od njih. In, dragi moji, šele takrat, šele ti, komaj po tistom, do njime daš na razpolago to, ko imaš, šele ti, da leko to razmnožil in boš ti to leko delil ljudem okoli sebe. Tok, da je prišel blagoslov do mnogih. In tudi ti boš neizmerno blagoslovljen. Splača se. Učenci ne samo, ko so videli čudež, ne samo, ko so osebno doživeli te čudež, bili so udeleženi v tom čudeži. Haleluja. In to Bog želi, ko smo tu, ges in ti želiš biti del Božjega čudeža, Božjega delovanja. Daj se Bogu na razpolago. Daj to, ko imaš njeme na razpolago in znaš, te da te blagoslavljo in te boš v blagoslov mnogim ljudem okoli sebe. In to na načine, na kakšne si niti ne moreš predstavljati. Jezus je vzel 7 hlebov iz rok učencev, se zahvalil za njih Bogu Očetu, jih razlomil in dajal nazaj učencem, da bi jih delili ljudem. In zgodil se je čudež. Vsi so jedli in se nasitili. Amen. Amen. Nebeški Oče, hvala je tebi za to, ko nam tvoja beseda sporoča. In hvala je tebi, ka ne samo kaleko vidimo čudeže, štere se dogajajo tu dnes v naše življenje. Hvala je tebi, ka smo leko tu soudeleženi v tom, ko ti delaš. Blagoslovi vsakoga mojega brata, vsako mojo sestro, vsakoga prisotnoga, vsakoga poslušalca. In te prosim, pomagaj nam, ka v vsakoj situaciji, v vsakom trenutku, na vsakom mestu damo to, ko imamo, to, ko smo tebe na razpolago. Ka boš ti to leko vzel, ka boš ti to leko razmnožil v nas in skozi nas in ka boš ti skozi to leko ohrabro v mnoge ljudi. Prosim te, nebeški Oče, posebno za tiste, štere so v potrebe, štere so v betegi, za tiste, štere so v brezizhodnih situacijah. Za tebe, Bog sveti, je ni ena situacija ne brezizhodna. In hvala je tebe, ka imamo dokaze toga v tvojo zapisano reči. Imamo te dokaze isto tudi v naših osebnih življenjah. In vsakoga takšega, štere se zanaša na tebe, priporačamo, predajamo v tvoje roke in te prosimo za rešitev teh problemov. Mi ne moramo rešiti, ali ti leko rešiš in zato te hvalim, Bog Oče, Bog Sin, Bog Duh Sveti, ka boš ti delo svoje delo naprej. Nam pa pomagaj, mene, vsakome med nami, ka čujemo tvoj glas, ka čujemo tvoj poziv, ka čujemo tvoj klic, ka čujemo to, ko nam ti sporočaš in ka se na vse to odzovemo, to, kako je tvoja sveta vola. Hvala je tebe, ka si mnogo toga, ko smo dali tebi na razpolago, že blagoslovo. In hvala je tebe, ka boš še več blagoslovov davo za to, ka bomo poslušali tvoj glas.
Помагай нам в тому і нас води, і благослови. Амен. Амен. Амен.